Če pa pogledamo zdaj še ukrepe, ki jih skupnost namenja temu, da bi se bolezen počasneje ali pa sploh ne širila, je pa tukaj seveda v prvi vrsti potrebno med temi splošnimi ukrepi omeniti testiranje. Čim bolj se testiramo, čim bolj večkrat opravimo te teste, tem večja možnost je, da bomo ugotovili, kdo so tiste osebe, ki so okužene, pa nimajo nobenih zdravstvenih težav in bodo pravočasno se vključile oziroma se izključile iz tega druženja, bojo šle v izolacijo in na ta način seveda preprečili nadaljnje širjenje. Za tiste osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo, tudi če so zdrave, če je bil ta stik dalj časa trajajoč, tako vsaj tam do enih 10-15 minut, tesen stik, visoko rizični stiki temu rečemo, za tiste osebe velja, da jih napotimo v karanteno, se pravi v karanteno gredo zdrave osebe, ki so bile v stiku z osebo, ki je bila pozitivna in je zbolela kasneje ali pa tudi ne. Delo na daljavo, če je le mogoče, ne na vsako silo. Delodajalci so zelo veliko ukrepali in veliko naredili tudi na samem delovnem mestu, zagotovili pogoje, da se osebje, zaposleni lahko uspešno branijo pred širjenjem, od prezračevanja do mest, kjer si roke lahko umivajo, razkužijo in tako naprej. Zelo veliko. Sami veste, kaj je bilo vse narejeno v tem času, tako v gospodarstvu kot seveda v domovih za starejše, šolah, vrtci, športne, trgovine, avtobusi, železniški promet in tako naprej. Vse povsod imamo to danes na voljo. Nikoli pa ne smemo izgubiti izpred oči dejstva, da so tisti, ki so najbolj občutljivi in ki bodo največ trpeli, če bodo zboleli, starejši in kronično bolni. Zato moramo zanje še posebej skrbeti.